Lep pozdrav, Miran Peterman tukaj, sem energijski trener za uspeh in danes bi rad spregovoril par besed o tem, kako lahko najhitreje rešimo nek problem. Govorim bom o dveh možnostih. Seveda, prva možnost je pač, da najdemo nekoga, ki je pač ta problem že rešil in ga vprašamo. Na ta način se pač večinoma obračamo na coache, mentore, na nekoga, pač Miran, imam nek problem, kaj naj naredim. Ok, to je v bistvu, bom rekel, resnično najhitrejši način, kako lahko rešimo problem. Ampak v bistvu vprašati se moramo, pa je to res dejansko najhitrejši in najboljši način, da rešimo problem. Poglejte, rad bi vam predstavil oziroma vas opozoril, spomnil na koncept. Predstavljate si, da pač ste v službi, lahko je to vaše podjetje, lahko ste pač na delovnem mestu, ne? Ali pa govorili bomo isto podobno zgodbo, pa če ste v poziciji starša. Ne? Rečemo, da gremo sedaj pač na tole našo službo, ne? In potem dobite novega podrejenega, novega zaposlenega. Ne? In potem seveda prva stvar, ki se vedno dogaja, je pač, da vas ta novi zaposleni sprašuje, kako naj naredim to, kaj naj sedaj tukaj rečem, kaj naj to, kako to. To pomeni, ves čas ste pač, ne bom rekel obremenjeni, ampak ves čas vas ta oseba sprašuje, vas na nekaj način, ne bom rekel obremenjuje, mogoče pač v tistem trenutku, ko imate nekoga, seveda pač imate svoje delo, ne, in bi seveda rajši delali svoje delo in potem morate odgovarjati na vprašanja. Ne. Ampak poglejte, ne, poznate vsi pač to zgodbo o tem, da pač nekomu daš ribo ali pa ga naučiš loviti ribe. Ne. In tukaj gre za isti pristop. Ne. Imate nekoga pač tega novega zaposlenega, ne, in potem pač seveda na nek način v prvi fazi izgleda, da gre več časa, več energije, ne, ampak ga vzamete na stran in potem ga začnete učiti. Poglej, namesto da ti jaz dam odgovor, ti lahko pomagam oziroma ti želim pomagati, da se naučiš, kako razmišljati v tej situaciji, kako gledati v tej situaciji, kako delovati v tej situaciji. In potem, ko se bo neka takšna ali pa drugačna situacija pojavila, ne bo več problema in ne bo več potrebe dejansko, da ves čas sprašuješ, kaj naj naredim, kako naj naredim. Ne. In na podoben način želim oziroma delujem jaz pri svojem coachingu, pri svojem mentoriranju. Pač pomagam strankam na področju osebne rasti in partnerstva, ti dve področji sta tesno povezani, seveda pač lahko gremo tudi na področje posla, ker pač verjamem, da na vseh področjih življenja je tako, vedno ko postajamo boljši, kot postajamo, boljše rezultate dobivamo. Ne? Pač boljši kot postajamo, bolj smo srečni, boljše imamo partnerstvo, boljša je naša komunikacija in tako naprej. To pomeni, da dejansko namesto, da pač rešujemo problem, kako naj povem svojemu partnerju, kako naj se odločim v življenju, kaj naj naredim, da dejansko gremo in delamo na načinu razmišljanja. Ok, kaj pa sploh je partnerska komunikacija? Kako dejansko pač moram obravnavati svojega partnerja, kako moram pristopiti k svojemu partnerju. Ker v bistvu jaz verjamem, da seveda pač obstaja ta možnost, da se gremo in naučimo neke dialoge. Ne? Če pač partner reče to, potem je smiselno, da rečete to. Ne? Če vas partner vpraša na tak način, potem naredite to in to in to. Ne? In večina ljudi išče ves čas neke korake. Ne? Bil sem pač dolga leta, sem delal v prodaji ravno tako. Vsi hočejo imeti neke korake, kako prodati, kako stranko pripeljati do nekega rezultata, kako to. In dejansko moja izkušnja je, da pač te stvari ne delujejo. Ker ne glede na to, ali imate korake, ali je to na področju partnerstva ali pa v službi na področju prodaje, če nimate nekega odnosa, se pač nič ne bo zgodilo. Ne. To pomeni, v partnerstvu se lahko mi naučimo neke korake za neko določeno situacijo, da se pač naučimo, kako bomo to reševali, ne.
ali pa se naučimo nekega odnosa, ki ga imamo do sebe, ki ga imamo do partnerja, ki ga imamo do življenja, ki ga imamo do vizije, bom rekel, na področju življenja, ne? In potem z tem odnosom lahko rešimo vse težave. Ne? Ker poglejte, pač lahko se naučimo neke korake, ampak kaj pa potem, ko se bo pojavila neka drugačna situacija, kaj pa potem, ko bo partner drugače odreagiral? Ne? Jaz vedno verjamem, da z nekim odnosom, z nekim spoštovanjem, z življenjem nekih vrednot, z neko večjo vizijo dejansko lahko rešimo vse. Ne? To pomeni, ne iščite, moj nasvet je, da ne iščete korake, da ne iščete samo neke odgovore, ampak dejansko začnete vlagati v svoje sposobnosti. Seveda pač ponavadi je tako, da pač sposobnosti vas mora nekdo naučiti, ne? Tako kot je v službi, tako kot je pri naših otrocih, ne? Otroci nas ves čas sprašujejo, ne? In dejansko seveda pač lahko ves čas odgovarjamo, ne? In potem jim dajemo samo odgovore, jim dajemo ribe, ali pa dejansko gremo načrtno v razvoj našega otroka, načrtno v razvoj našega podrejenega, našega zaposlenega, in jih učimo potem razmišljanja, pogleda na življenje, delovanja, ne? In znotraj tega, ko so oboroženi s tem, lahko rešijo vse. Ne? In na isti način jaz delujem na področju osebne rasti in partnerstva. Tako da, če vas zanima, če želite živeti resnično čudovito življenje, vam zagotovo lahko pomagam. In bomo pogledali ne potem odgovore na vprašanja, ampak način razmišljanja. Ko postajamo boljši, postaja naše življenje boljše, naše finance boljše, zagotovo. Ne? Postajamo boljši, postajamo srečnejši. Ko postajamo boljši, postaja naša komunikacija dejansko pač lažja, bolj enostavna. Ne? Ker jaz vedno verjamem, da na nekem, ne me narobe razumeti, če rečem na nekem višjem nivoju, se da vse dogovoriti. Ko so ljudje spoštljivi, ko imajo nek odnos spoštovanja, cenjenja, vrednotenja do sebe, ko imajo spoštovanje, cenjenje, vrednotenje do druge osebe, potem lahko iz tega nivoja najdemo odgovore, najdemo skupne rešitve, najdemo dogovore, ne? In najdemo neko skupno vizijo za svoje življenje in za partnerstvo. Tako da dejansko resnično lahko živimo srečno, čudovito, izpolnjeno in ravno tako uspešno življenje. Tako da, to je bil en kratek par misli, ki sem jih želel deliti z vami. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.